Najprej lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam zdaj pridružili, pa še tisti, ki se boste v paviljonček. Tanja, hvala lepa, da si danes tukaj z nami. Hvala za povabilo. Če dovoliš, bi jaz naredila samo en tak malo uvod, da razložim, kje sva se midve spoznale, kaj so bile tiste besede, ki sem jih slišala od tebe. Jaz sem Tanjo spoznala, na Instagramu delujem kot Cool Mama Sita in ko sem imela 50.000 sledilcev, sem se jaz odločila 50 mamic povabiti v Terme Olimia za cel dan. In sem razpisala kot da se lahko prijavil in ena izmed njih je bila Tanja. In jaz sem si takrat zadala cilj, da s temi 50 mamicami kakšno spregovorim, da probam vsako malo spoznati. Ne, če se spomniš, prišla sem teb na avtobus, usela sem se zraven tebe in sem se začela malo s tabo pogovarjati. Tvojo sestro sem že prej poznala, Tatjano, tebe pa ne, tvoje zgodbe pa ne. In potem so se mi začela pogovarjati in si ti rekla, a veš, Teja, da je danes prvič, ko sem si jaz vzela, da sem malo dalj časa stran od svojega sina. In je bilo tako, že zdaj me zmrzi, zaradi tega, ker takrat sta bila mojega otroka majhna in sem se nekako zelo poistovetila s tabo, iz vidika, da tudi jaz nikamor nisem šla in da mi je bilo to pomembno, da sem bila z mojim otrokom, ki sta bila majhna. Pol pa čez leta, zdaj, ko rasteta, ko sta že 10 pa 8, sem bila pa tako, o Madonna, koliko mi paše, ko gresta ona dva s prijatelji, pa ko imam jaz malo svobode, pa grem z Janijem lahko na off, pa jih starši počuvajo, si ne predstavljam, da bi bila 24/7 opeta. In takrat se mi je to zasidralo, ker si rekla, zdaj sem si pa vzela čas zase in sem tukaj in sem toliko hvaležna za ta dan in si ga res doživela kot nekaj največjega. In iz tega vidika danes sem želela se s tabo pogovarjati o tej tvoji moči, o tem, da v bistvu ti pa ne moreš glih iti s partnerjem nekam, pa dati Markota čuvati, pa ga pustiti s prijatelji. Da to je pa malo drugače in da je v bistvu tvoje življenje 180 stopinj drugačno od neke mame, ki ima recimo, pa ne bom rekla normalno, že to bi rada razpucala, kdo sploh Marko je, še preden se dotakneva avtizma, kaj bi želela, da ljudje vejo o njemu, o tvojemu sinu, kdo on je, če damo to nalepko malo stran. Zelo redko govorim o Markotu kot o diagnozi, razen takrat, ko namensko govorimo o avtizmu, ker Markota predvsem najprej vidim kot osebo. 19-letnik, krasen 19-letnik, ki je ljubitelj športa, se pravi vse, kar se športa tiče, tukaj zraven, zelo rad ustvarja. Je pa samo svoj, zaradi svoje diagnoze, posledično tudi precej poseben. To je to. To je Marko. Dajva se nekaj presesti. Če vam je to v redu, zaradi tega, ker bi jaz rada imela tega v prvem planu. Res, ti bi bila, rada bi te imela, jaz bom pa tukaj od strani, zato da te bojo videli. Mene že poznajo. Se mi zdi, da je to tako veliko bolj primerno. Ne vem, popravite me, takole mi je boljše. Oprosti, Sergej. A je v redu? Ok. Jaz sem Markota tudi imela čast spoznati. Res je krasen fant, tako, res se vidi, da je v svojem svetu, tako da, če greva zdaj na avtizem, v bistvu, a si ti, ko je bil on majhen, jaz razumem, da je on dobil diagnozo, ampak kdaj si ti v bistvu začutila kot mama, da zdaj pa on je malo drugačen, da nekaj se dogaja? Pa niti ne tako od začetka, takoj, ko sem recimo rodila, ali pa mogoče, če se vrnem v spominu tako nazaj, tam pa je med 9-10 mesecih recimo mi je bilo zanimiv, zakaj ne kaže s prstom. Imam eno prijateljico, ki je rodila par mesecev pred mano in njen sin je vse pokazal s prstom, pač ker takrat še ni govoril in je tako komuniciral, da je kazal s prstom, moj Marko pa ne. Potem nikoli ni mahal. To so bile ene take stvari, ki so mene mogoče mi dali misel, zakaj tega ne počne, ampak niti nisem mogoče dajala nekega pravega pomena tem stvarem, ki so se pol kasneje izkazale, da v bistvu pašejo v sklop
znakov avtizma. Kaj še? Zelo rad se je igral tako čist po svoje. Neko tako svojo igro je razvil in v njej lahko ustrajal ure in ure. In če mu kaj ni šlo, če se nekaj ni išlo tako, kot si on zamislil, je sledil tak en kaos, neutolažljiv jok. On se ni mogel sprijazniti s tem, da nekaj ni šlo tako, kot si je on pač zamislil. Pa se je pa kasneje začel s slabo razvitim govorom, neodzivanjem na svoje ime, pomanjkanje združene pozornosti in še in še. Kdaj pa je dobil diagnozo, koliko je bil star? 3 leta. 3 leta, Ja. ko si bila pa ti stara takrat? Jaz sem bila stara 29. 29, ok, mlada. Okay. In kako je bilo to zate, ko si dobila to diagnozo zdaj? A je bil to kot nek šok ali je bilo neko olajšanje, da zdaj končno imaš nekaj, da veš, da je pač nekaj drugače? Mislila sem, da bo s postavitvijo formalne diagnoze prišlo neko olajšanje ali pa da bom s tem dobila neke odgovore ali pa usmeritve, kako zdaj početi z njim, ker do takrat nisem znala. Jaz sem se počutila, da je težava v meni, da jaz ne znam pristopiti svojemu otroku, ne vem, ali pa konec koncev, da ga ne znam ukrotiti, da ga ne znam vzgojiti, da sodeluje z mano, da počneva. Ampak ni bilo tako, žal ni bilo tako. Jaz se spomnim, da so ob postavitvi formalne diagnoze mi rekli, da naj poiščem ustrezen zavod in naj ga dam v zavod in naj si rodim drugega otroka, ki bo zagotovo zdrav, da se kaj takega ne bo ponovil. In ja, namesto nekega olajšanja je prišel samo en tak grozen strah, ki me je s časom sam toliko najedel, da danes to poimenujemo izgorelost, takrat se tega izraza ni uporabljal. Ampak ja, takrat sem zdrsnila v tako grozno izgorelost. Pa ti dejansko potem, ko ste dobili diagnozo, pač bila si mlada, ampak ti kot mama, a si imela kakšen podporni, pač od avtizma takrat se ni nekaj govorila, ne? Takrat ni bilo, zdaj je res drugače, kot je Alen rekel, pa so forumi, pa ti osveščaš, pa velike takih skupin, ampak takrat pa ni bilo toliko, da bi si ti lahko zdaj pa to prebrala. Si imela kakšen podporni sistem, da bi se lahko na koga obrnila? Ne. Kar je bilo pač, ne vem, moje družine ali pa nekega ožjega kroga ljudi, ki so nam blizu, da so bili tako v smislu podporni, da so nas spodbujali, da so nas podpirali. Ampak moraš razumeti, da je to zelo majhen krog ljudi. In tudi takrat, recimo, danes imaš socialna omrežja, danes lahko poslušaš, prebereš, slišiš toliko različnih stvari na različne tematike, takrat tega ni bilo. In vse informacije, ki si iskal, so bile tako težko dostopne, zelo malo je bilo pa tega, recimo, ne vem, iz same Slovenije. Jaz se spomnim, da sem dobesedno iskala nekoga, ki bi imel otroka z diagnosticiranim avtizmom in ga ni bilo za najti. Pol je sestra preko svoje frizerke, ki je poznala nekoga, ki ima sina z avtizmom. To je bilo tako, mislim, da bi iskala, ne vem, iglo v kupici sena, dobesedno. A si se tudi za to odločila kasneje, pač zdaj, v tvojem drugem obdobju o tem toliko govoriti, pa toliko v bistvu osveščati? Kaj je bil razlog, da si se, kaj ti je naredil tisti? Ok, zdaj bom pa jaz o tem govorila. Ni prišlo tako, ni bilo tega klika, je prišlo tako s časom in postopoma. Zelo dolgo je trajalo, da sem jaz tudi v bistvu v popolnosti sprejela diagnozo svojega otroka in se naučila ga videti, njega kot otroka in ne njegove diagnoze v prvem planu. In nikoli pa nisem skrivala tega, da moj otrok ima avtizem, in vedno sem iskala nekoga, ki bi mogoče, ki bi se z njim lahko o tem pogovarjala, da bi me razumel, da bi vedel, o čem govorim, da bi razumel moje stiske, strahove, težave. Ljudje so to mogoče nekje v ozadju zaznali, jaz pač ne, jaz sem samo o tem govorila. In pol, spomnim se, Marko je bil takrat že v šoli,
Pa se je tako počasi začel, da me je kontaktiral en starš, pa drug, pa me je nekdo klical pa je rekel, a lahko dam tvojo številko nekomu, ker ga zanima, ker pa tudi pri njemu recimo postavljajo diagnozo ali pa pri otroku. In potem se je tako začel ta krog, da je vse več staršev pristopali k meni, pač ali z nekimi vprašanji, ali pa sam podeliti svoje, ne vem, pač izzive, karkoli. In potem se mi v enem trenutku porodili tako, gledam uno prestrašeno Tanjo in jo vidim v vsakem tisnu, ki se obrne name. In vedno sem to govorila, sistem ne bi smel dopustiti, da starši hodijo skozi tako težke stvari sami, nepodprti, ob tem se morajo ukvarjati s svojim otrokom, ki jih pač rabi ne 100%, ampak 150%. In takrat sem si rekla, ne vem, oziroma ne rekla, tako začutila sem, da je to nekaj, kar želim početi. In skozi vsa ta leta sem pridobila tudi toliko in znanja in izkušenj konec koncev, da sem se čutila, ne vem, dovolj, deva reč temu, kvalificirano, da pa lahko nekomu podam ali informacijo, ali mnenje, ali ga usmerim tja, kamor mislim, da mogoče bi se pa lahko uprl. Kaj bi pa danes rekla, naprimer mamici, ki se sreča s tako diagnozo, ali pa družinam, ki so v tem, ki živijo tako življenja, kaj bi bil tvoj nasvet njim, ki so mogoče še bolj frišni na tem področju, zdaj po vseh teh letih in izkušnjah, ki jih imaš? Bi jim rekla, da bo težko, da bo polno izzivov, da bojo prišli do trenutka, ko bojo rekli, ne morem več in bi si želeli dvigniti roke in ne vem kaj, ampak bi pa rekla, da bo postalo skozi čas tudi lepo. In iz ljubezni do otroka narediš vse. Greš čez stvari, čez katere bi mogoče mislil, da ti nikoli ne bo ratalo in greš. Je pot, življenje je drugačno, ampak ne pomeni, da ni lepo. Pa Marko, v bistvu se mi zdi, da je tako kot neka tvoja šola. A si si predstavljala tvoje življenje? Se mi zdi, da te je tako nekako obogatil. Ne vem tudi, kako je odnos z vajinim partnerjem, no vem, da ti je ob strani stal cel cajt. Definitivno. Mene bolj ta del zanima, ne, to za vse ljudi, kako si ti našla to moč, v bistvu, ne, zdaj, a veš, lahko je reči, ne, ampak ti dejansko, kako, ko si rekla, pa si bila na robu izgorelosti, kako si se pa, a veš, zdaj je tudi polhanenih terapeutov, pa imamo tudi tukaj je polhanenih terapij, kamor ljudje grejo, takrat ni tega bilo. Kako si se ti toliko sestavila, ker recimo, jaz, a ne, velikrat svojim otrokom sploh ne pokažem, da mi je hudo, ko to imamo, a ne, zdaj pa ne smejo videti, da sem ranljiva, pa da je mene strah, pa mi pol si ja velikrat reče, mami, se lahko jokaš. Kako si se ti iz tega v bistvu spravila? Kje si našla to moč, da si črpala, ker to je pač res? A veš, dostikrat ljudje v povezavi z mano uporabijo besedo moč, tudi ti si jo zdaj. Jaz osebno je pa zelo ne maram uporabljati. Vedno rečem, da ne izhajam iz moči, ampak iz ljubezni do svojega otroka. In to je tisto, kar me žene naprej, skozi vse izzive, ki jih imamo, skozi vse prepreke. Pa to je tista spremljava, ki me spremlja čez lepe trenutke, ki jih imamo. Bom začela z nečem, kar se mi zdi, da pomemben tudi za tiste, ki bojo naknadno poslušali tole. Avtizem je ena taka specifika. Noben ti ne pove, da ga otrok ima, ko rodiš. To se izkaže pol naknadno. Ampak jaz se spomnim, ko sem rodila Markota, ko sem ga prvič držala v naročju, sem v tega otroka položila vse svoje sanje, vse svoje predstave, vse. Jaz sem si namislila življenje, kakšno bo on imel, kakšno bomo mi imeli posledično z njim. In ko je dobil diagnozo, sem odžalovala za tem. Tak težek proces je bil. Spustiti pričakovanja, spustiti neko namišljeno zgodbo, se sprijazniti, da se nikoli ne bo zgodila.
kakorkoli trdo, da boš delal, se nikoli ne bo zgodilo. Odžalovati za otrokom, ki mi je bil odvzet v trenutku, ko sem mu postavil diagnozo, ko mi je bilo rečeno, da nikoli ne bo govoril, da nikoli ne bo šel ven iz telnic, da nikoli ne bo pustil dude, da nikoli ne bo imel prijateljev, da nikoli ne bo šel v šolo, da nikoli ne bo bral, da nikoli ne bo iz njega dobesedno nič. Naj ga dam za 4 stene, pa naj bo pač tam. Ampak, ne vem, to je tisto, kar sem rekla, skozi neko materinsko ljubezen sem uspela sama, brez kakršnega koli predznanja oziroma česarkoli iz tega otroka narediti tako zadovoljno in uspešno osebo, kakor je v sklopu svojih zmožnosti, to vedno poudarjam. On bere, pa on je tako zelo, mislim, on je zelo inteligenten. Moj Marko danes, ne vem, včasih me je mikal, me ne več, ampak včasih me je mikal tisto zdravnico, ki mi je takrat to rekla, jo povabiti pa ji pokazati mojega otroka danes, ki bere, ki nima dude, ki ni v plenicah, ki govori, ki naredi 100 km s kolesom, ki gre v hribe, ki je zadovoljen, ki je aktiven, ki živi polno življenje. Ne vem, da bo danes tudi nekaj zdravnikov tukaj, ne želim iti s to miselnostjo ali pa ne vem, podajati sporočilo, ne verjeti zdravnikom. Hvala Bogu, da jih imamo in jaz sem zelo hvaležna za naš zdravstveni sistem, ampak v takih trenutkih sem si hvaležna, ker jim takrat nisem verjela in sem peljala svojo pot naprej, to, kar sem jo. Ja, se je pa avtizem dotaknil čisto vsega segmenta življenja, tako partnerskega, ker, tako kot si prej rekla, jaz se zelo dobro spomnim, ko smo mi šli takrat na tvoj dogodek in jaz sem bila tako srečna, ko sem videla, da sem bila jaz med tistimi srečnicami, ki so lahko šle. Mislim, da je bilo to leta 2000. Oziroma tako je bilo, moj Marko je bil star takrat 12 let in moj Marko je dobil prvi epileptični napad, preden smo mi šli in jaz sem bila z njim v bolnici in jaz sem jih dobro ven prišla z Markotom iz bolnice, ko je pol to in meni je bilo to tako tak balzam za dušo, ker sem ga začutila prvič po 12 letih. To je tisto, kar je meni pač res ostalo v spominu, da res se je čutila ta tvoja sreča in ta tvoja hvaležnost. Mislim, da sem bila tam, ko je en otrok. Ja, res. Ko Vse ti je bilo najboljše. 100 poganov in iz bazenov in iz vsega. Ja, noro. Ja. Ok, ampak kako pa še to? Kako vidiš vašo prihodnost? Kako vidiš Markotovo prihodnost? V bistvu, tako, kot si prej rekla, nekako si odžalovala z določenimi stvarmi, a ga zdaj, a si se to zdaj, ker naredila si že iz njega, on je zdaj izoblikovana oseba že, ne? Je že kar moški. Ja, je moški, ampak... Torej, najbrž si zdaj tudi malo drugače začela gledati na to prihodnost, kakor takrat, kad ti je zdravnica postala tako diagnozo, ne? Definitivno, ampak vse, kar počnem, pa še vedno počnem, da se razumemo, Marko je star 19 let, Marko bo januar je star 20 let, ampak jaz še vedno ne vem podobne izobraževanja, jaz iščem nova znanja, jaz mu ponujam določene stvari za njegov napredek, nikoli mu pa ne. Jaz sem tudi s tem šla že od začetka v to in sem v bistvu sama sebi danes zelo hvaležna pa ponosna na to, da mu nikoli nisem vseljevala nekih stvari. Tisto, kar je on začutil, da je zanga sprejemljivo, je prevzel nase. In vedno ga vodim tako, da mu stvari predstavim in pol, kar on začuti, da je okej, to pelje. Zato, ker mu rada dovolim izraziti sebe tako, kot on je. Ne, da bo on nek izdelek v narekovajih mene. Ker on ima pravico do svojega življenja, on ima pravico do svoje poti, kakršnakoli da že je. Ampak jaz sem sam tukaj, da ga pri tem maksimalno podprem. Pa vidiš samostojno življenje za njega? Ne, popolnoma samostojno ne. Ampak delamo v tej smeri, da je v sklopu svojih zmožnosti čim bolj samostojen,
Noben od nas pa ni vedeževalc, nihče ne ve, kaj nekega dne bo. Kaj pa zate pomeni, zdaj po mojem, Alen mi nič še ne kaže, koliko imamo še časa? Še 1 minuto ali da sem v redu? Koliko pa tako čutiš? Jaz čutim, sem lahko cel dan tukaj, tako da ne mi tega delati. Mislim, vsaj približno mi poje, koliko je ura, no. 7 do 10. Aha, dokdaj pa imam? Še malo, ne se še malo. A imam? 9:50 imam? A ne veš, da je naslednji gost? Zdaj pogled svoj pilžek, jaz tudi ne vem. 10:20 je naslednji. Okej. Še pol ure. Pa dober, itak bomo šli še na vprašanje, če ima kdo karkoli, ampak mene še to, kaj je prej Alen rekel, kako on gleda na to, vse je v tebi, a ne na to frazo. Pa vidim, da jaz gledam malo drugač. Kako pa ti gledaš na to frazo? Kaj pa zate pomeni stavek, vse je v tebi? Ne, mislim. Ja, Vsaka stvar, ki se ti zgodi v življenju, imaš 2 opcije. Ali jo sprejeti, vzeti in iz nje nekaj narediti, ali pa to, kar je Alen prej rekel, pokazati na drugega. In mislim, da je ta prva opcija veliko težja, ampak veliko bogatejša za človeka samega, ker se mi zdi, da so to take stvari, ki te bogatijo skozi življenje in te nadgrajujejo kot osebo. Mislim, da on s to svojo izkušnjo življenjsko, ki jo imam, hodim po svetu veliko bogatejša, v smislu notranje bogatejša in sem sposobna, nesposobna, ampak na življenje gledam verjetno zelo drugače od večine ljudi, ki so okoli mene. Ne iščem lepote življenja nekje čez en teden ali pa nekje, ko se bodo neke stvari razrešile ali pa težave bodo manjše, ampak jo vidim tukaj in zdaj, tukaj v tem pogovoru s tabo. Tukaj v tem ambientu, ker nikoli ne veš, kaj jutri prinaša. Zato bodi prisoten tukaj in zdaj z vsem, kar imaš. Ker jaz sem dostikrat v življenju slišala, ne vem, kako ti težko zaradi tega, kar se vam je zgodilo. Kot da se nam je recimo zgodila neka nesreča. Meni ima to vedno tak prizvok. Jaz pa na naše življenje sploh ne gledam tako. Jaz na mojega sina gledam kot na največji dar v mojem življenju. Pa so mogoče redki sposobni to razumeti v popolnosti. Ali pa mislim, da to lahko razumejo samo tisti, ki hodijo našo pot. Ker če se mi on ne bi rodil, danes ne bi bila tukaj, danes ne bi bila tako notranje bogata kot sem. In mislim, da je to največji dar mojega življenja. Definitivno. In pol mene vprašal, zakaj misliš, da je Tanja primerna gostja? O moj bog, zaradi točno tega in še marsikaj. Ampak da mi povej, ni pa vse to tako, kaj se tiče te tvoje poti, a ne? Zdaj, kakšne imaš ti plane, oziroma kje lahko te najdejo na Instagramu, kje te v bistvu lahko še, kakšne imaš ti plane, kaj bi rada še dosegla s tem? Najbrž ti je to, ni zdaj sam, da boš ti tam malo še povedala, a imaš še kaj za naprej? Drugače vodim svojo podporno skupino za starše otrok s posebnimi potrebami. Tukaj se srečujemo s starši, zdaj se je mogoče v bistvu več krog razširil. Imamo tudi eno deklico, ki je spremljevalka otrok s posebnimi potrebami. Imam kar nekaj starih staršev, ki hodijo. Ja, in v bistvu ustvarjam en tak prostor, kjer si lahko povemo, kaj so naše težave, kaj so naši izzivi. Se zjokamo, si povemo, da ne moramo več, da imamo poln kufer vsega. Če bi zdaj lahko v tem trenutku apelirala na nekoga, ki bi lahko mogoče kaj spremenil, da bi bilo vam lažje, na koga bi? Ker velikokrat te vidim tudi na Instagramu, si kdaj kar huda, pa malo imaš probleme oziroma težave, ker nisi slišana. Kdo bi lahko tukaj kaj naredil? Samo sistem. Samo sistem. Sistemsko smo popolnoma nepodprti. Žal moram reči, da ne vem, če ne bi bilo recimo mene v Sloveniji, noben starš ne bi tako glasno govoril o tem, kot govorim jaz. In bi si želela, da še kakšen starš
se tako dvigne, kot sem se dvignila jaz, ker je prepotrebno. Mislim, da si niti ne predstavljate, kaj vse vidim in slišim v pogovorih, ki jih imam z ostalimi starši. Plus še ena stvar, ljudje ali pa kot družba smo veliko bolj odprti za spoznavanje nekih takih stvari in veliko ljudi, ki v bistvu nima neke tako dotične povezave z avtizmom, se obrne name, pa jih zanima, pa vprašajo to ali pa poznajo nekoga, ki, in to se mi zdi pomembno, da razbijamo te tabuje, ki se držijo še vedno močno avtizma, ne glede na to, da se o tem govori veliko, kot je Alen prej rekel, pa še vedno zelo premalo. Mogoče se govori, ampak ne pride do ljudi tisto, kar je res bistvo, ker roko na srce, tudi te filmi, ki jih kakšne gledamo, pa pustimo še Pet metulja, kakšne tuje nanizanke, tam se največkrat prikazuje Aspergerjev sindrom oziroma visokofunkcionalni avtizem ali pa nek že savantski mogoče sindrom, kjer je podoba nekoga, ki ima nadpovprečne inteligenčne zmožnosti in je on zdravnik in on, ne vem, hodi na študij medicine in sploh ne rabi se učiti, ker mu je vse tako jasno. Avtizem oziroma večji del populacije s to diagnozo je daleč od tega. In to je stvar, ki jo moramo razumeti. Preveč se romantizira ga in se ga kaže kot, ne vem, nek dar. Ni dar. Moj otrok je dar. Moj Marko je dar. Njegov avtizem mu pa zelo močno otežuje življenje. In velikokrat je v sklopu naše družine, naše življenje zelo lepo, ker mi smo toliko furani v to. Meni so prilagoditve njegovemu avtizmu že prav tako noter, ne vem, sem da integrirane v vsako celico mojega življenja. In mi drugače kot to ne znamo funkcionirati, ampak pol je pa tukaj okolica, ki tega ne razume. In pol se včasih, ali pa večkrat težava pokaže tam zunaj, ker okolica tega ne razume in ne sprejema. In kar je že huj, obsoja. In je pol naš vsak dan lahko zaradi tega veliko težji. Mene ne prizadene. Po 19 letih imam trdo kožo, ampak predstavljajte si eno družino, ki ima šele diagnosticiranega otroka. Pa gre vam, pa ne vem, tudi jaz sem doživela na igrišču, da recimo, ne vem, nekdo reče, ne se ga dotikati, gremo stran, kakor da bi bil kužen ali pa ne vem kaj. Ampak ja, zato je pomembno, da o tem govorimo, zato sem včasih huda na sistem, ker ne premakne stvari. Jaz sem imela enkrat eno tako izkušnjo, ko sem pa dala Sijo 3 leta nazaj v tabor razvoj gibanja in zmage. Ja, mislim, gibaj se in zmage, se spomniš. Bilo je tako, da sem v bistvu ne bi bilo povezovanje. Kako se sploh reče? To jaz sem, ko se ne znam izraziti normalnih otrok, pa otrok s posebnimi, pač so otroci s posebnimi potrebami. Ampak ne moram, a veš, in vedno polno kar občutek, ker rečem normalni otroci, ker pač meni so otroci... Otroci tipičnega razvoja, to je tipični razvoj. In pa potem netipični. Ker jaz vedno gledam na otroke s posebnimi potrebami tako res kot ene take, kot nek blagoslov, kot neke čiste duše. Še z vsakim, ko sem bila v stiku, je bilo to je res, to je taka lepa energija, to ni nič pokvarjenega. Ne premorejo tega. Tako. In se spomnim, ko sem si jo pač parjavila, pa še njena sošolka je bila in to ne bi bilo povezovanje, da je inkluzija, v bistvu, da se otroci tipičnega razvoja družijo z netipičnimi. In smo prišli tja in so bili otroci netipičnega razvoja v veliki, pač prevladovali so, oziroma mislim, da sta bile one 2 edine. Ja. In je ena mama pripeljala tudi svojega otroka in ko je to videla, je tako res tako prav na glas, najbrž se niti zavedala ni, ampak to je ta problematika, ki jo jaz vidim. Jaz pa sem ne bom dala svoje punce. V tem smislu, ne, ona je videla to in zdaj pa ne. Pač jaz jo bom zdaj domov peljala, da je pač mislila, da bo malo drugač, da bo to tako. No, jaz takrat moram reči, da sem bila zelo tudi iz Sijinega primera, tudi moji bližnji določeni me niso razumeli, pa so v smislu, zakaj si pa to naredila Boga, ne?
In sem toliko vesela, da sem ustrajala. Absolutno ni šla sija proti svoji volji, če bi bilo neprijetno, ampak ona je že od majhnega, pač jo nekako probam. Ona se je imela tako lepo, ko je punca pač z Downovim sindromom, ko sem videla te slike, pa je pomagala čez vodo, pa so en drugmu, pa so se podpirali, pa spodbujali. To je bilo nekaj toliko lepega. Ampak ostale pri tem. In kakor smo hoteli o tem govoriti, ne glede to je to, se mi zdi, da bi mogli bolj, sploh ne, jaz sem tudi narobe to vprašala, kaj bi zdaj svetovala družinam, ki imajo take otroke. V bistvu, kaj bi vsem svetovala, če bomo mi bolj sprejemljivi, če bomo mi bolj sprejemali, pa potem tudi to veliko bolj navadno. Ne bo nič čudenega. Odpreti je treba srca, počiti. Preveč predsodkov nosimo v sebi, jaz sem se tega naučila z leti. Preveč tega in tudi tako vstopamo v odnose, skupnikih zidov in pa predpostavk o tistem, ki stoji nasproti nam. In mu ne damo niti možnost se predstaviti in da ga spoznamo takega, kot je. Z vsemi svojimi nekimi karakteristikami. Ampak da se ti zdi, da se izboljšuje. Zaradi tega, ker recimo tudi od začetka, ko sem jaz z Instagramom začela, je bilo tako, zelo velikokrat sem dobila, ni povabila na rojsten dan, zato ker je tak pa tak, pa je zelo veliko sem take pošljala. No, jaz pa tega ne rabim več toliko. Se mi zdi, še vedno je to tako. Mislim, ja, mogoče v nekem manjšem procentu, definitivno, zato ker moraš razumeti, da recimo, ne vem, moj otrok je hodil v redni vrtec in on je bil takrat edini v celi enoti, pa je bila ogromna enota, ki je bil otrok s posebnimi potrebami vključen v redni oddelek. Danes je takih otrok 5 na skupino in takih otrok je vedno več. Tudi stvari so se že zaradi tega, ker jih je več, se spreminjajo, ampak še vedno ne tako zelo močno, kot bi si mogoče ne sam želeli, ampak kot bi te družine, predvsem pa te otroci to rabili. Ker mi hočemo ali pa ne sprejeto, mi smo, jaz in moja družina in moj otrok je del ene družbe. Pač, da se, oziroma jaz ne dovolim, da se nas da nekam na rob in da smo nevidni. Če smo pa lahko enakopraven, oziroma smo enakopraven član te družbe. Pa jaz nisem drugače tak, ko ne rečem, porniški tip, jaz sem ena taka zelo mirna oseba, pa nekonfliktna, ampak tam, ko pa začutim, da se zgodi, ne vem, neka krivica, pa ne vem... Mama, si pa levinja. Tako, ja. Pa to delam za njegovo dobro, pa ne samo za njegovo dobro, za dobro tudi tistih, ki prihajajo za nami. In ko se bojo s tem sprečevali. A me slučajno kdo kakršnokoli vprašanje? Jaz ne vem, jaz po mojem sem se izčrpala, oziroma jaz bi tudi te prepustila zadnjo besedo, da zaključiš to z neko mislijo, če mogoče če nisem iz tebe izvabila tistega, kar bi mogla, ampak če najprej še vam, a ima kdo kakšno vprašanje? Ne? Pa ti prosim, kaj ne? Jaz sem samo tako rekla, jaz sem zdaj med pogovorom videla ene solze in jih popolnoma razumem. Vem, da je o tem težko govoriti, kar tako se izpostaviti. Jaz sem vedno na voljo, vedno se lahko obrnete name, vse to tisti, ki me poznate, oziroma ste kakorkoli v stiku z mano, veste, dobrodošli. Predvsem pa še ena stvar, ki se tiče mogoče samega avtizma vezanega na naše življenje. Če imate otroka, ki ima kakršnokoli razvojno težavo, dajte ga gledati skozi oči mame in nam gledati kot na otroka, ki v prvi vrsti to je. Diagnoza je le del njega. Tisti, ki pa nimate konkretnega stika ali pa nečesa takega v družini ali pa v neposredni okolici, pejte z odprtim srcem v odnos, ker vas lahko taka stvar, oziroma tak otrok, taka odrasla oseba samo obogati kot človeka in greste boljši človek v naslednji dan.
Saj še eno vprašanje, pa čisto, kako pa se ne bi človek obnašal okoli Markota, recimo, če zdaj njegov primer, zaradi tega, ker mi smo se tudi nekje srečali in jaz imam vedno to tendenco, da bi rada z vsakmu nek stik vzpostavila, ne? On pa ne. Ja, ali to njega moti? Ne. Ali ima rad, da pride kdo, kako je s tem zdaj, kako se je... Do človeka, ki ga ne pozna, pač on je tam, ampak se umakne, ne vstopa v interakcijo, on opazuje. Dati mu moraš čas. So si pa zelo različni, težko je zdaj kar pospošljati, da jaz zdaj dam eno formulo, ki bo veljala za vse. Ne, vsak je nek svoj karakter, svoja osebnost in ne vem, jaz vsaka otroka, ne vem, recimo, mi smo bili včeraj malo povabljeni k sošolki na zabavo. Mene te otroci tako napolnijo, mislim, jaz bi vsakmu, se to velikrat rečem tudi na Instagramu, jaz bi vsakmu prvo šla en dan preživeti z našimi otroki, jaz jih imenujem naši otroci, moji otroci, ker jih imam res tako rada, ker to je pa en tak reset, jaz temu rečem, tako kot si daš telefon na, kako se reče, ponastavitev na tovarniška ponastavitev. No, to ti naredi, ker vidiš, kaj v življenju res šteje in kaj je sam mogoče v enem trenutku balast, ki jo niti ne rabiš. Odprite srca, sam to. In točno to, kar je tukaj gor napisano, vse je v tebi, vse izhaja iz nas. Kako bomo mi šli v ta svet in kako ga bomo lahko bogatili. Ker ga lahko, čisto vsak izmed nas ga lahko. Tanja Krič, najlepša hvala Tanja za tale pogovor in za vse, kar počneš in se veš, če karkoli rabiš, imaš mojo podporo, vedno. In ja, krasnega sina imaš, pa ti si krasna oseba. Najlepša hvala. Hvala.